Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Jaz sem mnenja, da vsak čas, vsako obdobje v življenju, vsako obdobje na tem svetu prinaša določene potenciale, prinaša določene priložnosti in jaz sem izkoristila to, da trenutno glasbenikov nihče nikamor ne vabi, ni nekih koncertov, turnej, imajo pa čas, da pridejo k meni na klepet ob kavi. Brez kave, seveda. Evo, danes v moji družbi Dejan, Sebastian in Hamo, pozdravljeni. Živijo. A ste se vprašali, kje je kofe? Jaz to že cel čas sprašujem. A ne? Če temu vi rečete kava. Je pol to zelo gosta Pa ne bi kava. to preživel, špila, ne? Tako. Dejansko jaz sploh kave ne pijem, tako da. Sva že dva, evo vidiš. A ti tudi ne piješ? Ne. O, super. Kaj pa čajčki, zeleni čaj pa to? Bolj čaj je to, ja. Bolj je to moja zadeva. Kavo sem enkrat pil pri eni vedeževalki, potem pa imel cel dan občutek, da imam zadah iz ust. Pa se je tu moja kariera končala. To je še v redu. Jaz sem enkrat zaradi tega, ker je fajn za jetra, šla delat kavni klistir in sem bila sova 2 dni. Tega še nisem slišal. Kako to zgleda, me ne zanima. Kako to zgleda? Ja, ok, mogoče je to malo čudna tema za moške, ampak drugače recimo, če imaš vročino, ne, pa če narediš klistir ne s kavo, ampak z vodo, ti bo vročina recimo padla. To so včasih precej uporabljali. Ampak vem, da fantje ste malo občutljivi na tistem delu, tako da ne bomo. V redu. Naslednja tema. Naslednja tema. Ja. Se zdi lekadol bolj enostavno. Ni lahko o tem tudi ne govorili, paracetamol pa tako naprej, ne. Ampak evo, ne bom pa tukaj slab gost, vendarle, oziroma ne bom tukaj slab gostitelj, ker drugače sem zelo slab gostitelj. Sem vam pripravila krekerčke. Ja, vredo? Za zajtrk, za kosilo, za večerjo. Zdaj, ta pauza mora biti zdaj pomenska, kakor moramo Ta pauza mora interpretirati? biti pomenska, zaradi tega, ker ponovadi nič ne pripravim. Ampak kakorkoli, evo, vsak enega lahko vzame. Pa kar vzem, nič ti ne dam Ne, pladna. sem hotel naprej ponuditi. A ja, zelo lepo, kar vzem, pa lahko kar ne vem. probaš. Malo me da zanima, sem koliko mogoče. imate izostrenje okuse. To je kaj, vegetarijansko, ne vegetarijansko? Aha, no, te zanima, super, ga. okej. No, kaj zdaj? Je treba najprej poduhati. A ja, okej, Da ne to je pojem ono vsega, kar mi da. zavestno, veš. Zdaj poskusimo. Ja, Jaz sem vegetarijanec drugače, upam, da je to nemesna zadeva. ja, če ne bo šel program tukaj. okej. To deluje kot pašteta. Ja, pašteta zagotovo je. Ja. Okej. Kaj piše na tvoji žlički, če jo obrneš? Kokošja. Okej, v redu. Ampak si sklepal, da ne gre za rastlinsko? Ja, v bistvu bi, če bi bila to rastlinska, bi bil kar navdušen. A ja, bi bil, ne? Ja. Sebastian, kaj misliš, a je to rastlinska ali je mesna? Jaz sem že pošpegal, ne. Tako Kaj? Jaz sem zelo dosti vlaknin, korenček in mandeljne imam. No, vidiš. Ampak je zelo dobra. Nekaj drugega še okusim sicer noter. Je res samo to dvoje ali še kaj? Barva me na mladega piščančka spominja. Hvala za asociacijo. Ne, Tako se pogovarjaš z vegetarijanci. absolutno je vegansko. Šopingirala sem na prema.si, tam imajo veliko takih in drugačnih zadev in jaz ravno tole pašteto uporabljam tudi kot osnovo v bistvu za omake. Ampak ti praviš zase, da si vegetarijan, to je mala šola za vegane, ne, pravijo. Ja, mala šola. Koliko Jaz sem- časa že? 30 let. O. Jaz sem sicer zelo neobremenjen s temi titulami, pač ne jem mesa in to je zelo. Veš, različne klasifikacije so, kaj vegetarijanci jedo, česa ne, eni ribe jedo, drugi ne, kakorkoli. Ribe ješ? Ampak ribe jem, ja. Okay. A ja, To je krvavih, rdečega mesa. in praviš, da si vegetarijanc. Zato pa pravim. Ne, Klasifikacije klasificiraš se. mali milijon. Okej. Ampak tole ti je pa všeč. Ja, to je odlično. Odlično, Odlično. super. Kaj pa ti, kaj praviš? Kaj je Veš bilo? kaj, jaz imam pa hrano res zelo rad, sploh kaj na čebuli, tako fejs popražen, kakšne jetrce, po mojem to tebi ne bi bilo, ne. To imam najraj in tole je res, mi je bilo všeč, ne, tako da priporočam se, ne, če Kaj imaš pa kaj si viška. dobil? Čebulco. Čebulco si dobil. Se pravi vegansko zadevo. Ja, ampak jaz pa nisem obremenjen s tem, če pač en teden ne jem mesa, se slučajno zgodi, ne jem, pol pa
En let vsak dan, 3-krat na dan. In tole ti je bilo všeč, se pravi vegansko, pašteto si pojedel, pa si že kar živ. Ja, super, preživel. Me pa zanima, kaj bi se zgodilo, če bi dobil Sebastianov z Hamota, ne, kreker. Aha, ja, če bi bilo, ja, lej, evo, jaz ti dam še kakšen krekerček, ker okusov je tukaj veliko. No, tale je pa ziher mesna, že pogledal vidim. Ja, sem videla, da ne. Kaj je tole? Ja. Jetrna, vidiš, jetrce. No vidiš, dober. Čas se ti Ampak, bo sestavil. Počas, pol. Ko sem jaz bil otrok še, je moja mama poskušala na vse načine meso skriti v hrano, ker pač otrok mora jesti meso, pa ni uspelo tako da. se pridružujem temu. Ne, ni uspelo. Vedno je sem pogruntal. Tudi jaz, ampak pri meni je bilo lažje, zato ker smo imeli zmeri pse, velike pse in je to šlo skrit. Okej. Ja. Ampak danes je vendarle to drugače, velike ponudbe, take in drugačne in tako naprej. Spomnim se mojega prvega obiska Beograda pred 20 leti, ni bilo šanse, da dobiš kakršnokoli vegetarijansko ponudbo, samo meso, samo lepinja pa voda. Dejansko res ne, danes pa hvala Bogu za to poskrbljeno, ja. Lažje je biti zdravojedec v teh časih. Ja, tako. In kaj dogaja, kaj ustvarjaš, Hamo? Zdaj malo si doma, pa se imaš lepo, pa vse take in drugačne. Mislim, drugačno leto je letos. Ja, jaz sem ogromen enih domačih opravil naredil, prebarval, popravil, ogromno enih stvari se je nabral, jih bom drug teden. Zdaj je bilo končno je bil čas in okolica hiše je tako v nulo. Aha. Zdaj pa naj obiski pridejo, ne? Ja, zdaj pa naj obiski pridejo. Sebastian, kje si bil 20 let? Zdaj imaš svoj comeback, prišel si nazaj, kar kao isti izgledaš, kot si bil, ampak čekaj, kaj si delal 20 let? 20? Jaz vedno rečem, ko mi nekdo reče isti izgledaš, vedno rečem, upam, da imam malenkost več testosteronske energije na sebi zdaj 20 let kasneje, ne. Drugače pa, kaj sem delal? Plesali smo predvsem v plesni šoli, evo to. Takrat se je pač na neki točki plesna šola razvila do te mere, tudi v sosednji Avstriji, da se je potem bilo treba odločiti zdaj peljati ali eno ali drugo, ker oboje več ni šlo in potem sem pa se pač čisto racionalno nekako odločil, da pač je v plesu manj ljudi nad mano in sem bolj sam svoj šef, kot pa v glasbi. Okay. Zdaj pa je vse skupaj nekako prav so se planeti postavili, pravo leto je, ker je vse adijo in smo rekli, zakaj ne bi obudili malo lepih spominov skozi pesem Hočem to nazaj. Tako da, in je to vsa zgodba za tem in je super odziv in se imamo full fajn in se lahko spet srečujemo malo med sabo z mojimi glasbenimi in novinarskimi kolegi, vidiš, tako da je fajn, ja, lepo leto na koncu. In se ti zdi, da je letos pravo leto, da so prav planeti obrnjeni? Ja, zato ne, da pač malo ljudi spravimo nazaj z nekimi starimi spomini iz preteklosti, ko smo se še lahko družili, pa objemali, pa poljubljali, ne. Drugače za glasbenike sigurno, ne samo za glasbenike, vsa ekonomija sveta se je porušila, ne, ampak jaz si pravim, še celo življenje bomo mogli delati, pa damo zdaj malo, pač kako leto dni bolj na easy bit, ne. Je sicer res, da pač nimam otrok, pa nimam kreditov, pa leasingov, pa nekaj sveta, verjetno drugače razmišljam, kot pa kdo, ki to ima. Ampak ravno zaradi tega smo v plesni šoli naredili ravno razne spletne treninge, da lahko ljudi malo resetiramo, pa spravimo ven iz tega črnega razmišljanja, pa najbolj črnih scenarijev, ker na koncu, verjemite, bo zagotovo vse okej. Na koncu se bo vse uredilo. Ja, na koncu bo okej. Če še ni okej, še ni konc. Tako. Dejan, sploh te nisem vajena v kapi. Ja, veš, danes ni bilo časa, da bi tole postavil po konc. Zdaj v bistvu še višja, ko je bila pred tisto prvo karanteno, ko sem se bril, ampak čakam pravi trenutek, da bo spet špili, da to postavim spet nazaj in sem rekel, da dokrat ne bo tistih pravih resnih špilov spet nazaj, koliko pravi tvoja pesem, ne hočem to nazaj, vse te nastope bom kar pustil in po manj, ko prijemo nazaj, bom imel že kakšne pol metra irokezo visoko. Po mojem tako kot Hamo, če bi ga po koncu postavil, njegov čopek. Ne, po moje je bož, da Hamo tebi malo razložite to čopkarijo, pa to, veš. Kako narediti? En šnel kurs. Sem pa zelo vesel, da sem danes tule v bistvu z mojim otroškim vzornikom. Jaz lahko povem, da moj prvi Walkman je bil kupljen z namenom, da kupim Sebastianovo kaseto. In ko sem bil, prav se spomnim na košarkarskih taborih pri Petru Vilfanu, ko smo mentali na koš, je bil vedno Walkman z kaseto. Prva je bila Sebastian, pol Game Over, pol pa Bebop. Sem pa vesel po drugi strani, da sem s Hamotom, ki ga pa zadnje čase veliko poslušam. Ful lepo. Ful lepo. Sicer je košarka pa Sebastian je zelo netipična kombinacija, ampak genialno. Ful lepa zgodba. Enkrat, moram povedati, da je Dejan bil enkrat na naši produkciji v plesni šoli in takrat je prvič to zgodbo povedal in že takrat mi je malo sol zakanila, ne. Ampak je pa res dvignil
celo dvorano na noge, kar je redko komu uspelo takrat, ker to je bolj sreča publika, ki bolj ploska svojim otrokom in naredil taki žur, da sem samo bil tisto, genialno. Super je bilo, ko so šla bile dvorane polne, Mariboru, Ja. ne. To pa zdaj pač glasbeniki čakamo, poskočni hiberniramo, imamo vaje, nastope preko Zooma, preko Skypeov, tako da v bistvu, odkar so nas prvič zaprli, smo do zdaj upravili zgolj 5 nastopov, tako da čakamo na lepše čase. Okay. Zanimivo. Veliko ljudi pravi, ne, zdaj je čas za druge stvari, introspekcija, malo duhovnosti, take drugačne zadeve. S to vam jaz eno tako fajn igro. Resnica ali izziv? Ko smo se v osnovni šoli igrali, ko si hotel imeti ta najbolj Kaj ga si luštno zahočil? sošolko. A ja, ga si za lupčkat Ja, hotel, ne? valjda. Ja, evo, izvoli. Kaj moram narediti? Zdaj si resnica ali izziv? A ja, to je pred. Ja, prej. Resnica. Okej. In zdaj moram na glas prebrati. Ja. Zdaj mogli imeti srčni utrip meriti. Katere stvari si se naučil na težaven, boleč način? O tem smo prej govorila. Kitare, petja, seksa. A to je bilo na boleč način? Ja, Okej. tebe ni nič bolelo, ker si... Ne, se pa hodila spomnim, ko sem se na kitaro določen- učila, sem si prste limala spremenila temo. z selotejpom. To se pa spomnim. No, evo, Ja. ja, kri je tekla, še zdaj včasih Ja. teče. Ja. Tako da- Pri kitari. Dober si se ven zvlekel, dober si se zvlekel. Ti tudi Resnica mimo grede, ker ali si hitro izziv? spremenila. Resnica, ne, verjetno. A resnica? Okay. Mogoče bilo bo zanimivo izziv, ne, če ovo neko resnica ne bilo. Kar preberi izziv. Izziv torej. Takoj predvajaj 3 pesmi. Pesem, ki se najbolj dotakne tvoje duše, pesem, ki te najbolj spravi v dobro voljo, pesem iz mladosti, na katero imaš lepe spomine. Hočem to nazaj, Sebastian, hočem to nazaj, Sebastian, hočem to nazaj, Sebastian. To je to? Recimo, ajde. No, ampak kateri je komad, ki tebi zašpila srce? Ko meni zaigra srce, so sigurno kakšna balada, ne? daj nehaj. Ja, zadnje čase sem zelo dosti Adele poslušal, tiste, ker vedno za moje ure moram vedno na koncu neki cooldown narediti in vedno take balade senti še poslušam, ne? In potem ali grem v neko aktualno varianto ali Adele, ali pa neko orto staro, ne, recimo, ne, zadnje smo imeli Backstreet Boys, zaradi tega, ker sem pač moja prva pesem, na katero sem se učil Ja, pet, bi kar rekla, da ti je so bili všeč Backstreeti, to, ja. ne? Tada to, ja, to je mogoče iz mladosti tako. Super, evo, Dejan. Jaz sem tudi bolj človek izziva, tako da izziv. Mamici v tvoji okolici ponudi svoj čas za varstvo otrok, da se bo lahko ta čas počila. Pa to dosti počnem, vem, to bi, tukaj si. Jaz imam, oziroma vsi poskočni imamo veliko nastopov, sploh v lanskem letu smo imeli v novembru pa decembru tako mini otroško turnejo, ko smo izdali v bistvu, če bom pred zgodbo povedal, naše pesmi, čeprav niso bile narejene za to, da pridejo predvsem do otrok, naprimer Adijo Madam in pa Hula Palu, so kar nekako prišle do srca otrok in to pojejo in smo rekli, daj zdaj pa naredimo prav otroško pesmico in smo naredili Pika Polonica, Pika Poka za otroke in smo imeli lani predvsem v novembru pa decembru kar 60 nastopov v vrtcih in bilo je čudovito, ja, vsak dan, pač lani po mojem v novembru pa decembru sem imel vseh nastopov skupaj več kot 120, zato ker smo pač 3 na dan v vrtcu, pol zvečer še pa večerni za starejše. In je bilo res luštno in tako da jaz sem to kar vajen, vsaka soseda, vsaka prijateljica, kolega, veš kaj, daj ti prid, boš malo zapel, jaz grem pa v trgovino, jaz grem pa s Fendi na pivo. Tako da to je v bistvu moj izziv, ki je skoraj vsakodnevni. Ja, zanimivo. Drugače se pa vidva na nek način sta mogoče povezana. Mi smo prejšnjo leto obelodanili tvojo damo za dobrodelno, kaj smo ji podarili, svetovit. Ja. Ti je kaj povedala? Dildo, vem, sem ga videl. A to se reče? A ja, dildo rečeš ti temu. Ok, vrejo. Taka precej staroverska zadeva, drugače, ampak ok, ne? Ima nek tak falični prizvok, no. Svetovit. Ja. Mislim, ne bom zdaj razglabljal, mogo bi imeti stvar v rokah, pa bi bilo jasno. Zanimivo, da si ti videl ravno to v temo. Kipec nisem bil edini. Torej ga imate v spalnici. Seveda. Ok. Otroški ne po mojem. Nista še tam. Ja. Nisva še tam. Morda bo zdaj prišlo kaj hitreje. No, dajmo... Zdaj so ti cajti, a veš? Dajmo, ja? Ja.
Nisem še spalnice premalo. Zdaj sem se spomnil. Dejan, ti si bil pa tudi dobrodelen, ful se mi je fajn zdel, no? Tole res vsi vemo po moje, ne? Ste to, koliko 10 jurjev si izbral, ne? Še majčken več kot 15 000 evrov. Fora je bila, da sem jaz bil konec oktobra, ne, ali pa sred novembra, lani, ful rad hodim v savne, sem bil v savni in tako imam navado, da vsakodnevno naredim eno objavo na Facebooku, na Instagramu in sem rekel, kaj pa, če jaz naredim foro, itak se ne bo zbral, ki sem jo nekako povzel po mojem idolu Justinu Bieberu. Justin Bieber je pred dnevi takrat napisal, če do Božiča zberem, ne vem, na njegove cifre, ne vem, 50 milijonov všečkov, objavim nov album pred Božičem. Jaz sem rekel, jaz bom pa to malo posnemal, ampak priredil na slovenske razmere, pa sem še vse mislil, da ne bo. Če zberem 50 000 všečkov, ubrijem svojo irokezo. No in isto do Božiča, ampak ni bilo treba čakati do Božiča, počakal sem 2 dni in je bilo že 60 in potem sem rekel, to gre pa zdaj za res. In zdaj, če to jaz zahinavim, ne, bomo rekli vsi po domače, da je Dejana ena velika pizda, ne. In sem rekel, bom pa jaz to zapakiral tako, da bo še kdo drug imel kaj od tega. In smo skupaj z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, pa glavni pokrovitelj, v bistvu medijski sponzor je bila Slovenska nacionalna televizija in smo nekako zapakirali, da sem bil prav vsako nedeljo od novembra pa do Britja, ki je bil 15. decembra gost v oddaji Vikend paket in tam smo stopnjevali in bildali to dobrodelno akcijo, tudi seveda vse posod in smo zbrali do Britja, ko sem šel čist na nulo, zdaj že vse zraslo nazaj, več kot 15 000 evrov, ki je šlo za otroke, ki jim starši ne morejo kupiti božično novoletnega darila. Bravo, ful fajn. Ne, koliko to mi zdaj požegnamo. In evo, kaj pa ti zdaj naredil? Kaj bom naredil? No, če bi se šel kaj takega, kaj bi ti pol naredil? Čemu bi se odpovedal? Sam za sebe. Mislim, Čopek imaš kar bogat. Misliš, da bi Čopek moj šel? Ja, ne vem, jaz sem sam radovedna. Kaj pa brada? Brada Brki? z lahkoto. Bi šlo? Brki z lahkoto. No, evo, če bi dal Hamutu kaj za to, da da to dol, dajte mu, no. To se malo čudno sliša. Okej. Ne, načeloma tudi jaz se v 100% odzovem vsem dobrodelnim prireditvam. V 30 letih se tega nabral toliko, da imam zelo veliko, lahko grešim, pa bom še vedno prišel v nebesa. No, bo še prišel čez. In mislim, da bom tudi še naprej to delal. Tako da mogoče pa nimam toliko oprijemljive številke. Ampak če bi vse skupaj seštel, po moje, da. Bi bilo kar... Verjamem. Zdaj rekel, nisem jaz tudi tak švoh, poglej me. No, Sebastian, čemu bi se pa ti odpovedal za... Jaz bi se lahko odpovedal vsemu pravzaprav, ker jaz sem pa res tak, kljub temu, da se ne zdi temu tak, ampak res zelo minimalistično živim in mi je... Ti živiš minimalistično? Res, prav tisto. Sploh zdaj v tem času vidim, da res ne rabim dosti. Jaz sem tak v osnovi že zelo samotar, tada če bi se nekam zavlekel na neki samotni otok in živel do konca svojih dni sam, po moje bi bilo čisto okej. Tada ja, načeloma, čemorkoli bi se lahko odpovedal po moje, tudi dobrodelne namene. Okej. Recimo v brv bi si lahko pobril. Mislim, ne je bilo najbolj estetsko, verjetno ne vem, zakaj bi to naredil, ne? Ženske si skozi moramo štrikati te obrvi gor, zakaj še ne bi Jaz sem še že ti? milijonkrat rekel, da sem vesel, da sem moški, tako da bi potem v tem primeru še enkrat rekel. Super, evo... Mislim, zakaj si treba nekaj obrit? Ja, no, ne vem, on je začel s tem. Vsak ima, Inovativnega, ne? Ja, ti si lahko pa nohte pobarvaš, rekva. To je že naredil, To je ne? imel pa že bivši fant od moje. To je že dan. Pol pa mogoče na nogah, veš? To vam pa kaj pade na nogo, se avtomatsko pobarva. Tako da Krasen. Hvala, da ste prišli, da smo se malo pozabavali, pa tako naprej. Najedli od teh krekerjev se morebiti niste, ampak bom dala eno premijno paštetko za domov, prav? Odlično. krasno, Jutri hvala. za To je to. floštek. Ja, tako.